Ali ni vštev, ja, takoj. Zdaj le ni tega, no. Ja, zdaj pa pokrine. Ja. Zdaj pa pokrije, Ja, rekel. pizda. To je pa res, zdaj smo naredili pokril. Res smo imeli malo pod naklon. Vredo, super je, pusti. pust primer, super je, Zdaj top še je. jaz ne vidim. Čak, Ja. sad sem malo dal sam. Lahko si obrneš pred sebe, ne rabim. Vse v redu. V glavnem, ja, Fallout je fajn. Zdaj nova sezona odzum. Aha, bom. Tretja. Zdaj gledam Californication, stari. Spet ali kaj? Šele drugič. Šele drugič. A zdaj v tem cajtu je sploh spremljivo še Californication. Kar je malje, kar mejene. No. Je, ne? Je čudno, ne? Zdaj, ko nazaj študiram, verjetno je, ne? Veš, koliko je debes, ko sem vse pozabil. Ja, to pa Vse verjamem. sem pozabil, res. Vse, mislim, se pa se spomniš. Ja, plot, se to, ko vidiš, pol vidiš spet. ampak sam se tudi ne spomnim plotov za naprej, kar je super. Kar me zmer presenetil. Vse stvari me presenetil. Zdaj sem drugo sem nekje vmes. Ampak super. No, glavno, Fallout je fajn, pa tudi malo ima ta moment, tudi malo se. Bunkerski je. Bunkerski itak, ker je pač to več manj je bunker scena, ampak malo alegorija, težke besede je, na naš kapitalističen super svet. Lušen. Ja, fajn. A zato tudi bogati. Ja, se lih te bogati se spomnijo, pa korporaciji se spomnijo, da bi bilo fajn, da pač, če oni pač, njihov biznis so bunkerji, ne? Ja. Pol ugotovijo, da pizda, tega je pol počas, če ne bo vojne, bojo počas ljudi začeli, pa če bojo se pogovarjali, da bo mir, ne? Ker najprej dogaja se kao v nekem alternativnem svetu, sicer Amerike, kao 50, mislim, je zdajšnji svet, ampak pač alternativno. Ja. Drugače, ni ta svet, ampak tehnologija je tako, je bolj napredna, ampak zgleda, kot v 50-ih, 60-ih v Ameriki. Ja, malo retro-futuristično. No, ampak pa oni ugotovijo, ta korporacija, da pač če bo tega čel mir, da pač Ben ne bo kupoval tega in pa oni pošljajo bombe, ne? Vidiš. Nuklearne, seveda. Izlevelirajo pol cel svet. No, čakaj, zdaj pa ne več govori. Ja, to je obšte znano, potem pa potem pa seveda itek se... To je bilo po igrci, ne? Ja. Okay. In potem pa itek vsak bunker je pa še eksperiment v svojem svetu. Da je še malo zabavno. Ja, in pol kako menedžer, en se spomni, da bo imel buds, ko bojo menedžeri, ki bojo rešili svet, pol, ko bojo ven prišli iz bunkerjev, pa tako naprej. Sej pravi, to je samo en del zgodbe. Eni razmišljajo že vnaprej. Ja, se iz tega to naredijo, oni to, kako bo pol menedžeri prevzeli, pa pol rihtali naprej. Ful je nekih podzgodb, nadzgodb, levo zgodb, ful je dobro, no? No, to bom si zasukal. Ja, zasuki si, fajn je. Dobro narejen, produkcijsko, science fiction, ampak ali ni tako fan science fiction, ampak je... Ja, lej. Je dobra, kako bi rekel... Primerjava. Ja, zelo. No, fino. Zelo fajn. V bistvu sploh niso šli toliko daljno prihodnost. Ne, sploh ne. Mislim, se pravim, tam je daljna prihodnost, ampak itak je... Ampak mi vemo, da ni. Ja. Nažalost, ja. Alternativno. Ampak ja, fajn je, no. Poglejte. Lušen. Ja. Sej, ne vemo, kakšna je prihodnost naša, konc januarja. Trenutno zdaj, ko se sneme Grenlandija, še pod danskim vplivom. Ko se snema. Ko se snema. Se mogoče motimo. Odzud bo že scenarij iz prejšnjega tedna z YouTube-a. Bomo imeli že... Bo imela Amerika novo dilemo, kako še eno zvezdico dati gor na zastavo. Sam pride. Likar se je Kanada odločila, da bo postala svoja, ne vem, 51 ali 52. Da bo šla pred Grenlandijo. To bilo pametno. To bilo pametno, zato da je kar, da je povezan, ne hudič. Čeprav oni imajo tudi Porto Rico, ima Porto Rico zvezdice. Ne, on pa ni v zvezdici, ker se ne zaslužijo, ker so pretamni. Niso dosti beli. Niso irski potomci ali pa škotski ali pa angliški ali pa nemški. Ker ti so najbolj kul. Kjeri? Te potomci. To je prva runda, druga runda, če si bil potomc Slovanov ali pa romanskih priseljencev v 100 let nazaj, si bil pač... Se Miller, ki najbolj tul proti migrantom, je potomc židovskih Rusov, ki so jih najbolj hoteli potamani. Zakaj se to spet ponavlja? Da oni, ki najbolj upijajo, so najbolj... Tako je pri tem.
Pa je najbolj glasen, kako vsi ti rjavi, pa ta zlobni prhaja. Je najbolj glasen ta. Ja. Tako da, ja, no. Ja, v glavnem. Zlobnih imamo zadošč. Lušen smo štartali ta leta. Ja, pa še. Tako je to pozitivne misli. Pa niti začel se ni dobro. Ja, pozitivne misli. Ja. Jaz mislim, da pomlad bo vse lušen. Pomlad bo the best. Ful bo fajn. Ful bo dober. Ja. Ko mi čakam. Sploh, če se mu priprošnjavali takole v večerih ali pa ne. Priprošnjavali, rekel. Priprošnja. No. Ampak mi je všeč in bom uporabljal stavko več. Priprošnjavali, ne proprišnjavali. Priprošnjavali. Ja, narobe sem rekel. Priprošnja je. Priprošnja, ali? Priprošnjavali. A to si zlikar spomnil, ali to poznaš? Ja, ne, da si... Ni to nekje v cerkvi? Ja, da si zaprošaš še dobro stvar, če še ni se znamo. Ja. Vidim, zdaj počas me grumata za naslednji podcast. Skozi to misel vidi. Ne. Kam so prišli? Evo, vidiš, če nisi pripravljen skozi. Je pluvati, to sem se razumel. Še dobro, da imaš pop filter, stari. Zato smo ga pa kupili v drugi epizodi. Žabo se počas skuha. Ja, vala, se lagalo. Ne, zanca mi je idejo, ne vem, če sliši, da najprej Marksov kapital, ker mislim, da teh levičarjev je zmer manj, stari pizda. Tovariš Kordiš bi bil vesel. Tovariš Kordiš, on se ni javil. Kaj je Marksov kapital? Ja. A da bi to najprej? Ja, ne. Za ene je tudi Biblija. Ja, je malo težko zabrati. Vse v boje pišati. Vse v boje. Ne, slabše pišati. Zakaj moramo riti vse v to, pizda? Ja, ker Douglas si več napisal, pizda. Douglas je res zabaven v primerjavi s tem drugimi modeli. Dajmo nekaj brati, ki bo fajn. Zdaj smo če trpeti zraven. Moram reči, da to ni moj del, kako bi rekel, primarni vir zaslužka. Celo in tudi sekundarni ni. Sekundarnega itak nima. Je pa terciarni vir, minusa. Minusa pa ja. Kljub izgubi postojimo pozitivno. To je to, sej smo na nuli, ne? Kaj smo rekli, na pozitivni nuli. Hvala, vedno. Dajmo se, in lihar se je premaknil tamle. Ne, to se je prej zato, ker stok pluvo, pizda. Se sem že... Ja, en more biti pizda, ne, pizda, dragi poslušalci, ura je problem. Spet z urami problem. Odkar nam je ura crkala tako, da... Je Benti šel pinga, stari sem hotel pogledati, sem pogledal, kaj na AliExpress podražal so. A so, ne? Ja, sem vedel. Celega fuka stane. Vse je šlo gor. A res? Ja. Nimamo za podporo. Nimamo za uro, tako da imam ta starega iPada. A un dodatek na male pakete so pa že sprejeli ali še ne? A še kakšen dodatek na male pakete bil? Ja. Res? Ja, Evropa ne bi dala 2 evra za vsak tale pakete, ki ga dobiš, te upalijo 2 evra. Sam kontejner imaš v bosu. Kup! To ljudje rabijo. Uro digitalno, en kontejner digitalnih ur. Čeprav digitalne ure vedno rabiš. Počakaj, zdaj le bo pizdarija. Analogna je sam za risati za Alzheimer iskati. Kaj boš imel v bunkerju? Digitalno uro, da veš, koliko je cajt. Ja, valjda. Sam taka kot delala. Kot je že Douglas rekel, so bili nesrečni tudi oni z digitalnimi urami. Če si v bunkerju pa z digitalno uro, veš, da nisi srečen. Ampak veš pa, koliko je ura. Da lahko miraš, koliko cajta si nesrečen, ali kaj pizdaš. Si daš v hvaležnostni dnevnik to, da si bil, ne veš, da je koliko. Vedel sem, da je bila ura 9:27. In zdaj sem srečen. Jaz sem bil nesrečen. Zihar imaš, če kupaš te dobro, imaš še datum od zadnje detonacije ti piše. Samo liko za hvaležnost, eno še vprašanje za hvaležnost. Beležiš. A lahko je vprašanje za hvaležnost. Kaj da sem videl eksperta. Ja, zame sta. Se sva. Ali moraš zapisati noter, ker si bil srečen ali hvaležen? Ne, hvaležen. Sreča je drugo. Sreča ne pišeš tega noter. Pišeš v dnevnik sreče posebej, pizda. Zdaj bi bil sponzoriran od državne založbe, kaj je že bila pizda. Tega je pa zdaj le čez prepelov noter. Si sam sem stopil to, ampak self-promoting guru te, ki so. Ja, ne, pač valjda, ne. Dnevnik sreče tudi obstaja, verjetno. Sigurno obstaja. Mislim, če pa ali obstaja dnevnik sreče? Ni pa sreča. Veš, sreča je tako zmuzljiv pojem, ne. Ja, kaj je sreča, ne? Ja, ne. A veš, ker ti lahko, če pogledaš, ne, si lahko hvaležen za nekaj, ne, da si se zjutraj sploh zbudil. To je res. To je že dobro. A veš, pomaga, ja. Za ti zdaj. Pomaga, ja. Mislim, lej.
Mislim, če se ne pne, če se ne pne, zdaj mislim najbrž, da ne bi napisal dnevnih hvaležnosti, da si se zbudil. To je res. Malo težje bi. Zvečer. Noben bluzer ne bi mogel napisati tukaj komada, woke up this morning, če se zjutraj zbudiš. Če pišeš dnevnih hvaležnosti, ne moreš biti bluzer, sorry. Zakaj ne? Je, kaj pišeš pa blues pesmi. Pa se bluzeri oni so ful hvaležni za vse, kar se jim je zgodilo. In dobrega in slabega. Oni so več ne blues, vsi vemo, ne. Si slabe volje. A si ti poslušal, kdaj je ta dobre Muddy Waters, Champagne and Reefer? Dobro, ajde. To je... Cel kumat je v tem, koliko je šampanj dober, pa koliko je trava še bolj. Bom rekel, pa koliko je to dobro skrb mešati, pa še babe za počest. Bom tako rekel, da smo 70-30. Pa droge. 70-30. Pa droge so že bile, pa kocke, pa vse. Pa muska. 70-30 na slabe stvari. Champagne and Reefer, kumat tedna. Ja, no dobro, ampak lej, še zmeraj imaš pa pri 30 imaš še zmeraj možnost, da nekaj v dnevnih hvaležnosti zapišeš. Ja, valjda. Ne? Ja, se strinjam. Sam to sem hotel preveriti, za srečo. Ja, sam to sem. Dobro, da vem. Zdaj vem. Dobro, zdaj veste, tudi vi. Ja. Mislim, lahko čist nesrečen, pa moraš biti še zmeraj za kaj hvaležen. Alright. Zdaj bo dalje. Stari, to nas boje fuknili ven, veš, nimamo pravic. Fukan ven. A veš, kaj dobro? Tipičen blues riff. Vidiš, šampanjc rab, kadar je žena, ne? Reefer pa kaj hoče. Vse ima zelo enostavne zahteve, ne? Če sem žen, da je to, če sem... A misliš, da je on kaj tole napisal, pa vsakič, kaj izvaja, da ni napisal, da je hvaležen, da je ta komad spet napisal, pa spet so mu prinesel v boje. Valjda, da je bil vesel. Če mu nisem, pa če je napisal najbrž... Se pravi, je bil vesel, je bil hvaležen? Ne, hvaležen. Okay. Vesel je bil pa takrat, ko so mu prinesel. Zvečer je bil pa hvaležen. Ali je še skrival s tem, kaj je pil, pa kadil, pa je... Najbrž tudi. Verjetno. Gremo mi pogledati, kaj smo delali. A je to, ali kaj? Slavkata. Se sploh že predstavil. Čak, ja, Slavkata. Vse te avizijo, pa to vse to. Kaj je to? Se nisem mislil. 12 minut pa... Ta moment se hotel. Neki 20 sekund. Slavko je pa novo knjigo napisal, ne? Ja, Slavko je že zelo promovira. Naš Matic Slabšak, bivši življenjopisnik, zelo pohvalil. 5 zvezdic je dal na Budric, kar on redko da 5 zvezdic na Budric. Kaj znam sam knjiga, ki jih preberem 5. Mora biti res za nič, da dam 4. Eni sem dal 3 zančke, nisem prebral do konca. Jaz imam pa ta razpon 4 do 5, ja. Razen če res... Sam res me dobre knjige berem. Ja, veš. Jaz pa imam do 4 do 5. Se že prej, ne? V bistvu si že prej pozanimaš, kaj je za brati. Ja, pač ne. Si malo bolj zberčen. Ja. Imaš preselekcijski. Ja, no, pa se drugač pa lahko kar bereš, veš. To je... Veš, jaz si recimo nisem nikoli hotel prej, ko se je to downloadal. Nikoli filmov downloadal. Jaz sem zmeraj šel v kino. Vse bolj. Zato, ker pol si investiral in čas, in denar, in vse skupaj, in pol si bil mečkar. Ker tisto, recimo, a veš, ker moj bratranci je to vse downloadal in to je bilo, a veš, to je pol čist neselektiven in pol kar zjaš vse živo. No. Ne, tudi jaz sem tudi selektiven pri downloadu in gledanju, ker imaš cajt, veš, cajt je tukaj. Veš, ker lahko ti gledaš, res lahko gledaš vse, ampak če imaš omejen čas, ker ga imamo mi vsi, precej več imaš. Če pa nimaš omenjenega časa, pa boš da ali to... Ne, jaz tudi s tem ne gledam, tudi ko gledam recimo zdaj na streamingu ali pa takrat, ko sem zdavljal iz spletne trgovine, sem bil selektiven pri tem. To je tudi res. Vse je spletna trgovina. Ja, vse je. Kaj zdaj? Vse ima username, pa password, pa če košarco daš, pa košarco dam, pa sem zdavljal. V glavnem. Emula. In se je bil takrat... to pa je bless from the blast. Moraš biti res v specifičnem dnevu, kako bi rekel letu, ali kako bi rekel, da si to vedel. V glavnem, tudi tam nisem vsega stranja. Nisem vsega stranja downloadal. Sem downloadal tisto, sam si pa več, vsaj od začetka, zato ker glih v teh časih emule je bilo... Pa nisem, veš. Jaz sem bil prav požrešen, recimo, sem hotel samo muziko poslušati, tudi če pol nisem. Sam si hotel, a veš ti, nisi vso muziko, a veš, nisi pizda... Ne, sem si pa downloadal si vse Lynyrd Skynyrd, da spol poslušal 3 komade v resnici. Ok, ampak ti pač veš, da Lynyrd Skynyrd so bili ti Lynyrd Skynyrd in si jih poslušal. Ja, ampak ne bilo treba, to mislim. Ja, valjda da ne.
Je pa res, da ne, pustimo ne razkirati. Smo že imeli komad tedna danes. To je to. Ne, hočem reči, ampak izkušnja je bila, veš, zmer si se bolj počutil, če šel gledati film v kino. Sploh pa dober film. Gledanje filma v kinu, tudi če je slab film, je boljš kot doma. Absolutno. To je dejstvo. Razen če je luč preslaba. Tu če se reke, experience je čist drugačen kot doma, pa tu če imaš najjačji surround, najjačji TV, tudi projektor. Že ti se da bili sprijeti, ampak ni pa isti feeling. Ni isto, je drugač. Fucking noben nima, koliko je ti metrov. Ja, maljavžen kot maljavžen pa pol. Pa približen neki zvok je. Ti se čist drugo. Se strinjam, v kinu je boljši. Ne, to je res. Ja. To je dejstvo. Tudi slab film je boljši v kinu. Ja. Se ga da lažje gledati. Kot doma. Pa greš pej, pa malo semička naredil, pa malo. V glavnem, pustimo, dajmo. Kje smo bili? Avizo imamo. Po avizu imamo, ali jo pove, da nas smo brat. Ne, vam povem, da je to... Lej, tudi nas smo brat. To okay. To vam bom na koncu povedal. Ja. Ampak drugače pa to podcast za raziskovalke in raziskovalce, ki vam pomaga preživeti tudi postapokaliptično dobo. Ja. Če ste v bunkerju zdaj, pa poslušate. Kaj to rabite zdaj, če ste v bunkerju? Ja. Mi vas imamo radi. Ja. Če nimate kaj zagret, vas bo ogrela naša topla beseda. Lepo. In boste lahko zapisali zvečer. Hvaležnost, heroika. Ja, občasno se pogovarjamo tudi o ne postapokaliptičnih stvarih, pa tudi v eni knjigi, ampak redko. Mislim, zelo apokaliptični ima zadnja priložnost. Ja, se tudi nakazuje, kam gremo. Ja, se ne. Ni slučajno. Čeprav je gorilje več, dvakrat več. Ja, goriljem je ratal. Ja, čeprav je ta del v tem delu, ki pridemo pri gorilah, bomo prišli kaj. Tiste je bilo res fajn. Čakaj, sem dal jaz avizo za res. Ja, ne vem, pogovarjali smo se, ampak mislim, da ga ni bilo. Slišali ga nismo. Ja. Po mojem, da ne. Na služkah. Ja, vi ste ga slišali, v redu je. Mi ga nismo, vi ste ga. Ja, včasih smo tudi tako delali. Čudež sodobne tehnologije. Noro je bilo. Ja. Mislim, mi smo pa slišali Muddy Watersa, vi ga pa niste. Nisem slišal, ni šlo to čez. Ja, nisem, ta prva runda mogoče že, sam pa sem mogel dati stran. Pa smo, Bil je Muddy Waters. Bil je Muddy Waters, dobro. Zapiski, kako ima tedna. Ja, noro. Rifer, jaz bi tudi. V glavnem, da ne bomo dolgo vezeli, mi smo še vedno. Ja, sem mislil, da nas sploh ne boš predstavil. Ja, sem mislil, da boš tako neuljuden. Ne, veš, da ne bom nikoli. Jaz sem že mislil, da smo to že rekli, zato sem se malo začudil zdaj. Nismo. Že prej me kurcu, da nisem ga predstavil. Mislim, to si že osebno jemal. Ti ne boš prišel na moj hvaležnostni listek danes. Pa prej je pa rekel, da bo napisal, da ne je bilo. Najprej bom napisal, da najprej bom napisal, ali mi je ponudil pivo in mi je predstavil. Je bilo to prejšnji teden? Ja, prejšnji teden. Konc prejšnjega tedna. V glavnem, ampak tole pa Tole pa malce negativno, tako da ne bom napisal tega. Ja, prav, vse ni tega, kaj je napisal. Moraš samo hvaležnosti. Se bom. Mogoče me še preseneti danes. Pa bom kaj hvaležnosti napisal. Ziher. Zdaj vem, da me bo. Rekel, da me srd, tako da bom to napisal. Če ne drugega, te podam. Se spomnim. Evo vidiš. Hvaležen se, ali tudi da me dam. Čeprav me še zbiri lohtom. A ti ni za avto. Nekam tle pustil, tako da ti bi jaz tudi hvaležen. Čeprav znam biti, da mu ne bom hvaležen, ker jebite se vi vsi. Jaz vem sam. Boš pa z bojem. Šla pa peš. Ne more, jaz lahko.
Ja, to je to. To je to. V glavnem, hvala za zanimive.si, pojmo v prejšnji epizodi pogledati, kaj smo delali, če se kdo slučajno spomne. Zdaj pa že nismo delali, nakladali smo, kaj zmeram. Ja, nikoli. Zdaj že dvakrat to povedal. Jaz sem že. Ja, si, ja. Kaj da ne vejo že tega, se zato nas poslušajo. Upam. No. V glavnem šli... Upam, da vi saj toliko pozabite, kaj jaz, tako da vam je zmeram novo. Ja, nam je zmerno, absolutno. Kaj je bilo? To pogovarjali smo se o familijah, pa teh stvareh, pa še mnogo čemu najbrž. Tako ja, oni so pa prišli do tega ognjenika oziroma tega rezervata. 5-urna vožnja je bila naporna, zajemana. Ja. V Virungu so prispeli. Ja. Čak, pa nam pa Kvarnik, ne? Ja, daj, ne. Ali ne, to ni Kvarnik. Eto. Blazen. Kdor ve. Zdaj, remaster so naredili. To smo že imeli. Ja, se vem. Vsak že spomnim. Po mojem. Ne spomnim se. Ali smo imeli, po mojem, ne? Vem, da smo imeli Alfa Letste. Ne, to smo imeli, ampak da so remaster naredili. Ta starih. Pa čune, ko smo igrali. Naredil zapiske. Bom pogledal ključne besede. Poglej. Mislim, da tega nismo še imeli. No? Ja. Da moram si pogledati. V glavnem, ja, prever. Ja, v glavnem, grotesno veličastna kolonialna zgradba je bila, v kateri ni bilo nič, razen ena majhna soba, kjer je bilo groteskno majhen urad čist na koncu. Pa tam je bil uradnik. Ne? Ja, tam je bil uradnik. Kako bi bilo v Afriki brez uradnika? Ki je po minuti igranja z radijem, se pravi, ampak to ni bil mišljen radio kot radio veza. Ja. Jim je razložil, da točno ve, kdo so in po kaj so prišli, in potem jih je vprašal, zakaj hudiča ste vi kle, kdo sploh ste in kaj kle delate. Ampak jaz vem. In zakaj mu ni Ben povedal, da prihajate? Ja, tako. Ampak jaz vas vem. Ampak se najbrž so imeli neke dovolilence, ki najbrž se tam brez dovolilence ne moreš... Dokrcati ne bi smel. Tudi na WC, ne? Glede na to, da so prišli v nacionalni park gledati gorile, pa da je on imel dovolilence za njih, mislim, da je vedel, v kaj se spuščajo. Ja. Tako da, posla šli pa poiskati nosače in so ugotovili, da Šment, ki so laufali iz mesta, malo so slabo zakalkulirali in so vse stvari prinesli s sabo, vključno z lesenim muzejem Komodskega zmaja. Pa ne bi smel. Eno tako balkansko dnevno sobo je imel knjig s sabo. Kabojke, majice, skratke, rokavi, vse. To rabiš za gorile jed gledati. Ja, absolutno, ja. Kako boš brez Dickensovega romana gledal gorile? Lepo te prosim. Kje? Absolutno, da ne. Veš, veš, ki jih čakaš, ne? Bereš malo. To najbrž niso, ker gorile, da povsod. Ja, valjda, malo pa... To ne prideš gor, pa te one čakajo, kot v živalskem vrtu. Ne. Sigurno ne. Ja, čeprav Paul Dickens bi bil v redu, v resnici. Pa računalniške revije tudi. Pa fotoaparati. Se pa niso toliko veliko vzelo. No, ampak v bistvu so vzeli ful veliko stvari, nosači so bili pa strašno veseli. Ja, valjda. Samo... Ja. Vmes smo je še ratala, da so to, kar so toliko stvari vzeli, da to še ni bilo tako hudo. Ja, ampak veš, to je bil kar izlet, ne? Do one, koliko je bilo 3 ure. 3 ure hudaje. Ja, lej. Oni niso imeli nič proti. A nosači? Ja. Ja, seveda. Ja. Se lahko še dobro. Ja, valjda. Mislim, ni bilo niti ne to kizi, ne, ampak pač, ja, verjetno se je dobro zaslužil, ker so verjetno kar dobro zaračunali. Pa se je rekel, da so se pol večkrat ostali, pa razdelili malo čikov, zato pa Coca-Cola pa to, ne, da so, ne, ker so si malo zmenili torbe od Dickensa, pa so bili očitno ta velike, ne. Si je res vzel, ni bilo še Kindle takrat. Ne. No, in pa so hodili in pol je najdel edini dober anagram svojega imena, Sago Mad Salad.
in razmišljal, kakšen kozmični pomen bi to bilo, pa ne. Pa so pa prispeli do koče, preden bo je razal. No, pa začel razlagati, da je bilo v bistvu, mislim, tako, če ste pogledali video od prejšnjega tedna, je tako, ne, da je v bistvu tako vlažno, pa gosta megla, pa vse temno zelen, pa tako, res je tako, ne. Džungla pa mokroje. Tako, kako si si tako kot pa Rambo. Ne ta prvem, ampak ta drugem. Ja. No. Če kdo gleda. Pa ne pa ta tretjem, kad ti se pa v Afganistanu, tam pa ni vode. Pa mislim, da v šterki pa spet ista. To pa tukaj ne, da se spomnim. Šterke pa ne bi videl. Mislim, da sploh nisem gledal. Sest po moje nisem, ampak videl sem trailer. Ne vem. Napište, no, kako je bilo. No, tako. Če veste, slučajno, če ste vi gledali. No, v glavnem, tam je bilo lepo, ampak bolj so ga pa zmotili eli nemški študenti. Pa smo prišli do njih. Z Germans. Ker vi se nisem bili toliko nemški, ne? Ja, mislim, da so bili kar nemški. Ne, v bistvu so bili toliko stereotipni, ne, da on kot pisatelj ugotovi, da kot pisatelj ne bi smel pisati v stereotipih in se odloči, da te dva nemška študenta, Kurt in Helmuta, kako sta že bila, tako da pač enostavno, da preveč pašeta. Klej vidim, da so mu Irci šli neki v nos. Ste po moje te Angleži pa Irci, te po moje to tako, ne, da pač kaj da zglubga Irca srečal, ne, da je prvem bližen tako, ne, da najdeš vse pripravljenega Nemca in tako, da jih je prekrstil v Latvice in tako, da za vas brište iz zapisnika, da so bili to nemški turisti. Se sta popotnika. Avanturista. Nista bila latvijska. In sta bila latvijska. Od zdaj naprej sta latvijska. Sta bila pa Helmut in Kurt mlada, plavolasa, krepka, neverjetno dobro opremljena in tako rekoč vsem neprimerno boljše od njih. Vse sem imela bolj. In tudi malo si spod čela gledala. Ja. V tisti poti so se zgleda Nemci umikali iz Rusije. Najprej so jurišali po isti poti, če bi bila ta ista. Ja. Najprej so šli pa nazaj. Tako da sta mogoče, dajmo mi predpostaviti, da sta mogoče potomca. Mogoče. Nekih drugih nemških turistov, ki so probali do Moskve pridati. Ampak jim ni. Dobro, v Zaire, po dolgi poti. Ne, prej še. Odkje sta one dva pol Latvica postala? To. Zato. To je dolga zgodba. Pustimo to primer. Pustimo to za druge. Ne, to zdaj samo ugotovimo, ne, da smo v bistvu vsi ena taka mešanca, ne, da v bistvu da te nalepke, ki si jih tako z veseljem prpenamo, pa ki se hvalimo z tistim, kar se nam je čisto po nesreči zgodilo, da smo se pač rodili na tem geografskem prostoru. Ne? Kjer smo, ne, da je... Pa tudi tvojih genov, ne? Ti ne moš jih izbirati. Ne? Ja, seveda, ne. Ampak pač tudi nima smisla, da sem tudi ful ponosen najne, ne. Nima smisla, ampak eni so pa ful ponosen. No, se to, o tem ti govorim, ne, da mogoče, da zgubi pol smisel, ne. Ja, se tako potomec ruskih imigrantov je zdaj turbo proti imigrantom. No, vidiš, ne. Recimo, kaj prekleti prasti? Mislim, se si je tudi Dolfe želel. Želami imigrantov je proti imigrantom. Ja. Itak. Ne. Narod v bistvu. Ja, tako je. Ja. Ker razen unika se že tam... Sam še Avstralci bili bolj smotani, če bi se to šli. Ja. Recimo, ne. Vse verjetno so, se kakšni najdejo, sem ne pride do nas. No, verjetno, ja. Moje zikar so eni blazno. Kaj pa tili aborigini tukaj počnejo? No, ne, to so že zrihtali. To so oni bolj zrihtali. So vedeli, kaj delajo. No, pustimo to. Ja, grdo. Jih imajo pa zdaj ful bolj radi. Ja, zdaj jih imajo pa ful, zdaj idu ne tri. Mali mi je žal, no. Sam Abo Travica zaigrala. Vi trije pa mejte, no, aj dobro. Abo Travica je zaigrala. Se iskreni. Mislim, ne vem. Mislim, da jim je dost vseeno, tako da je pač sam spodob se, da zdaj zdaj se pač malo posuješ s papelom. Vse itak, mislim, kaj bo še šel za nazaj, kaj itak ne moreš. Ja, se nimaš. Mislim, se tudi, veš, te ljudje, ki zdaj živijo v resnici, niso krivi. Oni so imeli tudi to srečo ali pa nesrečo, in pri genih in pri lokaciji. Tako da, ja, shit.
tako kot ste imeli ta latvijska študenta srečo, ampak oni ste imeli pa več sreče. Oni ste imeli svojo gostijo, ker ni bilo od muh proti unem stranju, ki so ga imeli. Oni so imeli neke hruške vložene. Mislim, da sabo neseš Dickensov roman, za jest imaš pa vložene hruške, Pa une z rozinami je bil vrtičke, ki je kupil. Kako so res te Angleži svetu vladali pisati. Res ne razmišljaš, kam greš pisati. Mislim, Helmut pa Kurt, latvijsko študenta sta bila, da veš, ne sam to. Ono niste špali v koče, ampak sta bila šotor, ki je bil neprimerno boljši. Sem taj bil pa nemški. Ja, taj bil pa nemški. To smo se pa mi že... Ja, valjda. Das beste, die beste, njemačka medicina je najbolje v svetu. Tako. To smo se mi že zdavnaj naučili v jugi, še prednji. To je, vidiš, to je on gledal ta film. Ko to tam objeva. To je videl on to in pol je vedel, da je ta nemško tabul. Ali pa štopil, takrat, ko je iz Istanbula štopil nazaj pod Anglijo, šel čez, ne vemo, če je šel čez... Avto pa pes morata biti nemška. Najbrž šotor, da tudi pizda. Valjda. Čeprav zdaj, če hočeš imeti z nemškega psa, je to že degenerativnih bolezni. Je, da je kar narobe. Ni fajn, kavki grejo v pizdu mater, mislim. Si kar hiter pri zdravniku. Pa plačuješ kot tvoj kolega za kavk. Ja, mislim, ne za kavk, ampak za kavk. Ja, za kavk. Lej. V glavnem, ko je bilo pa pol, noč posluši pa spat, lepo lahko po mojem naredimo kot... To je bilo pa najhitrejša pravljica na svetu, posluši pa spat. Se greš pa tudi vi spat, mi pa tudi. Ker bi rad zaključil z otroki, veš. Pa je bilo pa konc. Pa sta se pa poročila pa spat. Se da že pečino bešali, da se kar reš, pizda. Ura je cajt. Ni muki, nema več. Kašči študenti, nema latvijskih, nema nemških, nema španskih, nima tudi nobenega šotora ni več. Konc je. Ok, konc, ajde. Ne bo konc. Je bilo kaj drugega še. Ne, se je bilo to. Šli so spat, se si rekel. Hvala, ker ste nas poslušali do konca epizode, v kateri ste zvedeli, kateri šotori so najboljši. Kaj vzeti seveda sabo, če greste gorile gledati? Jaz bi rekel, a ni te v Decathlonu, se pravi francoski sud, pa je fejst, pravijo. Ni nemški, ne. Ni pa nemški. Ni nemški, ne. Mislim, v redu je, sam ni za v Kongo, ne. Mislim, logreš kele v Kongo, v Savle. Za Kongo se bo v redu. Čeprav po mojem lice Kongo tam še bolj že drž napada. V Kongo ti preko v Savudri, ja, veš. V Kongo ti lepo, pa nikoli drž napada, dej nekaj, tam je lepo. Da, v glavnem, sam razmišljam. Junija na sončen dan. Super. Je v redu. Fully fine. Ne, čeprav sem slišal, da so fest. V glavnem pustimo. Ne, jaz lahko sam pohvalim. Jaz sem dolga leta kampiral z njim in so v redu šotori. No, eto, vidiš, se mi zdel, da si nekdo rekel. Vidiš, sem vedel, da imam neko v zadju. Moram reči, da sem kar fan tega Decathlona, tako da imajo čisto solidne stvari za soliden dan. Mene je best, ker rukavice zgubim, grem kepa, se spomnim se, ker ne bo kupim dvoje, da jih bo pol ene hitro zgubil. In zanč, eno sem takoj. Ni trajal, en dan sem že ne vem, kje je. Tako da dober. Verjetno, da se ni za odpraviti v Himalajo z njihovo opremo. Bom rekel, da 99,9 ljudi, ki gremo, kam ne gremo v Himalajo. Tako je. Ali pa v Zaire gorile gledati. Za pohodne hlače od Simonda za Našmarno goro so pa vrhunske. V svojiš kot. Oni jih nekaj v Savojskih Alpah testirajo pa to. Pa da v Šmarne zdržali. Pa v francoskih Alpah. Nekaj, Nekaj sem Savojskih, ki se bolj ful sliši. Ja, ful se dobro sliši. Se to kdor sliši, da sploh nisi mogel porekati. V glavnem. A to je v hotelu. Ja. Če se dobro usedeš. Sam, a veš, oni naši jezici gor pideš, kako ti zrunirajo to. Kaj je to grob material? To pa je. A veš, tudi zfuka tako. V glavnem, pustimo, ne. Ali hočeš, ti si nekaj hotel povedati. Ja. Ti si hotel nekaj povedati, ti si povedal že svoje. Moram. To, dopisnice in kartice pričakujemo letos že prej. Zato, ker nikoli ne veš. Čakaj, sam nismo za Božič dobili pa to. Ker ponovate
Ja, ponovadi je bloka, ja. Mislim, bazeni so bili včasih, vse se spomnim. Vse je to, kam smo prišli. Ja, ne, letos ni bilo nič. Ja, očitno se zdaj čutili. To se spizdimo proti tej veri, a veš neki. Ja. Vse vera ni, da pošleš kartica. Za Božič. Ja. Mislim, dobro se nauči. Mislim, najbrž to je ok, če pošleš enemu kaj veren. A misliš? Jaz nisem veren, pa mi je fajn Božič. Meni so tudi kartice fajn, pa nisem veren. Tudi. Mislim, ja, da zaželiš srečen in miren Božič. Ja, srečen ga veselega. Pa srečen novo leto, ne? Srečne praznike. Treba meni poslati, to nekomu drugemu pošljajo. Ja, unim, ki bojo odločali o tem, bo miren Božič ali ne. Dajte vi to enemu drugemu. Zdaj se spomnim. Recimo, da vsi manifestiramo te hvaležnosti. Kaj smo rekli, puste hvaležno. Kaj smo rekli, da bomo poslali nagrado, veš. Ja, nismo, pa veš, kaj imamo. Pa imamo, ne? Tudi mi nismo poslali, pa zdaj pa tako je, kaj je. Tako da pošljate kartice, da ne odko, kaj je. Tako. Do bolj. Pošljite. Ja. Na dobro znani sta ulica Stojnska 52, ta druga klet. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala lepa. Ma prehitro slišal, da hvala za vse ribe.si. Ne, v redu bilo. Ne. To je pač Masko v Inglu. Lepo se imejte, ne? Ja, rad se imejte. Ja, vidiš, smo rekli, da smo imeli radi. Ja, zdaj pa lahko pišete v dnevnik. Ljubezen je odgovor. Tako. Ljubezen je odgovor. To bo ni spremenil to, da bo otroci bolj srečni. Edin to bo. Edin to bo, ja. Druge pa ne. Pa še vse to Peli ugasen. Pašam. To. Ja. Vidiš, niso ugasni. Pizda, zanj sem pa ga, le. Jebote. Ja, pa se smo ista kur, pa smo bili so dolgi, pa smo bili prej. Ja, če smo se mogli še nekaj zmeniti, pizda, se zmeniti. Ne znese, veš.